kdaj opazovali obraze ljudi v cerkvi? Jaz sem jih večkrat, očitno. Ampak enkrat jih res pogledajte, pa ne zdaj izgledati celo svetomašo po cerkvi, zaradi tega zgodno ljudje za malo čudne. Ampak pejte recimo, ne vem, prebrati berilo, pa boste naredili zraven še nekaj dobrega za Boga. Enkrat sem bil na polnočnici in sem tako se ozrl po ljudeh. In potem, ko je prišel uvod pozdrav miru, si se Bogu kaj, da ne bi zinil tole. Rekel sem, danes imamo v bistvu Jezusovo rojstnodnevno zabavo. Naši obrazi pa kaže, da bi Jezusa ravno kar pokopali v Božji grob. In ljudje so se malo spogledali, kva zdaj ta kvasi. Potem sem dal pa nalogo. Rekel sem, v redu, zdaj boste dali si roke v pozdrav miru. Ampak, dajte si jih res z enim lepim nasmehom. Pa zdaj malo si tudi lahko rekel, v redu, zdaj ta nasmeh je bil zlagan. Pa zato, ker je župnik rekel, oziroma duhovnik rekel, zdaj pa so si ljudje dali roke v pozdrav miru in se nasmejali drug drugemu. Ampak, a ni veselje nekaj, kar bi moralo biti del vsakega kristjana? V ta namen si pogledamo Markove evangelije, 9. poglavje, da vidimo, kako se Jezus spremeni na gori. In zgodijo se 3 stvari. Prva stvar je, da njegova oblačila postanejo bela. Sveti Marko piše, da bolj, kot bi jih mogel pobeliti katerikoli belilec na zemlji. Druga stvar, pogovarja se z Elijom in Mojzesom. In tretja stvar, glas iz oblaka pravi, ta je moj ljubljeni sin, poslušajte ga. Na gori, v spremenjenju se pokaže, kdo Jezus v resnici je. Ampak če dobro pomislimo, ta odlomk ne govori samo o Jezusu. Govori tudi o nas. Ko verujemo o Jezusa, smo dejansko v njegovi ljubezni. Smo v njem. In zato bistvo naše vere je spremenitev. Spremenitev, ki jo Bog naredi v nas. Bistvo vere je, da iz sinov tega sveta postajamo Božji sinovi, Božji otroci, Božje hčerke. In ena izmed teh stvari je tudi veselje. Jezus na drugem mestu v Janezovem evangeliju pravi svojim učencem, to sem vam povedal, da bi bilo moje veselje v vas in da se vaše veselje dopolni. In veste, kje so to najbolj opazi? Na obrazih svetnikov. Če gledate obraze svetnikov, kako želijo, obraz Matere Terezije, obraz Janeza Pavla II., vidite eno globino veselja. Veselje, ki je šlo čez preizkušnje. Veselje, ki je šlo čez trpljenje. In zato, takrat, kada res smo v Jezusu, ko postajamo podobni Jezusu, takrat pride na plano tudi tisto pristno veselje. In ne vam povem za konc še en primer. Na Kitajsko je odšel nek misionar Peter. Ampak ko je bil na Kitajskem, je opazil, da so razmere v Severni Koreji mnogo slabše. In se odločil, da bo šel pomagati tja. In je na meji sprejemu pomagal beguncem. Seveda, severnokorejski agenti so ga ujeli, izročili kitajskim oblastim in te so ga vrgli v zapor. Tam je pristal med 35 ostalimi zaporniki v eni tesni celici. Ampak večina teh zapornikov je bila članov Tora. Na začetku ga je bilo kar mečkaj strah, ampak potem se je v pogumu, se vsakemu mečkaj nasmehnil in vsakega pozdravil, aleluja. In kmalu se je začel dogajati nekaj čudnega. Ti zaporniki so ga začeli spraševati o Bogu. In potem, ko je še ozdravil nekega izmed njih, se je zgodilo, da so ga začeli poslušati, kaj govori o Jezusu. So pa malo naleteli na en problem. In sicer ta, da so težko skupaj molili, zaradi tega, ker so jih opazili pazniki in jih v bistvu dali na razen. In si to mislil, kako bi to veselje nad tem, da je res Božji, delil tudi z drugimi. Začeli so si žvižgati. Prva pesem je bila Nepričakovani dan. Je naučil to pesem žvižgati zapornike in kar naenkrat se je zgodilo to, da se je slavljenje začel širiti iz njegove celice v drugo celico in po celem zaporu. Varnostniki oziroma pazniki
niso imeli pojma, kaj se dogaja. Oni pa so na ta način slavili Boga. Vera v Jezusa jih je spremenila in jim dala veselje. In zato tako vam želim, naj bo Jezusovo veselje v vas.